Pozdravljeni. Svet na prepihu tokrat namenjamo zgodbi, ki je kljub svoji dolgotrajni in tragični bilanci zadnje dni praktično izginila iz medijev, konfliktu v Siriji. Boštjan, pozdravljen. Pa kar začnemo, zakaj je Sirija tako rekoč izginila iz medijskih zemljevidov? To je zelo kompleksno vprašanje, razloga je nebroj. Zadnje tedne, za začetek v medijih, na zunanjih političnih straneh, kamor to ne sodi, dominira zgodba izginulega, pogrešanega, iskanega malezijskega letala MH370, ob tem vrstice, ki bi mogle biti zapolnjene z resničnimi zunanjimi političnimi novicami, polnijo poročila sojenju Oskarju Pistoriusu, morilcu svoje žene, lanskoletnemu domnevnemu morilcu. V nekem popkulturnem kontekstu se dogaja to sojenje in namesto, da bi poročali o resničnih zgodbah tega sveta, poročamo o površnih, praznih, puhlih vsebinah. Na drugi strani, to ni seveda samo problem puhlih, praznih, ničevih novic, ki polnijo strani, ki bi mogli biti zapolnjene s polnostjo. Je tudi problem tega, da je v Sirijo zelo težko dejansko priti, razen seveda v tem trenutku na povabilo režima. Ogromno, kot vemo, je bilo ugrabljenih novinarjev, veliko jih je bilo v zadnjem času, Bogu hvala, tudi spuščenih. Ampak s severa, z uporniške strani, s tako manjih osvobojenih ozemelj, čeprav to seveda to niso, je postalo v zadnjih 7-8 mesecih praktično nemogoče poročati. Na drugi strani iz Damaska prihajajo samo kontrolirane novice, tako rekoč režimska propaganda, in ne eno, ne drugo novinarjem ne omogoča dovolj orodij, ali pa vsaj približno dovolj orodij, da bi lahko iz Sirije poročali tako, kot se spodobi. To so po mojem mnenju lastniki in uredniki medijskih hiš zlorabili na podoben način, kot so zlorabili gospodarsko krizo. Uporabljajo se jo kot alibi, zato da na resna krizna žarišča v esenco zgodbe o človeštvu in človeku ne pošiljajo več svojih novinarjev pod pretvezo, da je preveč nevarno in hkrati predrago. Oboje je lažni argument, ki se zlorablja v imenu puhljenja in ko bi rekel, zlorabe zunanje političnih strani za cenejša, za kako nespoštovanje publike je to bolj atraktivna sredstva in članke. Kljub vsem tem razlogom nekaj informacij iz Sirije vseeno prihaja. Kaj se torej dogaja tam? Iz Sirije v resnici prihajajo ogromne informacije, ne. Samo je problem tega je podoben kot kako bi rekel, kot moje videnje Wikileaksa. Znotraj gozda je težko opaziti drevo, ne. Dobivamo ogromno videoposnetkov, dobivamo ogromno nekih zabluranih fotografij, prihaja veliko informacij s strani različnih, večinoma nepreverjenih virov in iz tega je razen z absolutnim angažmajem praktično nemogoče sestaviti neko koherentno, kredibilno, ne samo novinarsko zgodbo. Popolnoma v tem, kaj pa se zares dogaja v Siriji, pa glede na, ne vem, če govorim pač iz svoje novinarske perspektive in ves čas komunikacijo z ljudmi na terenu in v begunskih taboriščih v sosednjih državah, Sirija je v tem trenutku slabše kot kadarkoli v zadnjih 3 letih in 2 mesecih. Zdaj najbolj krvavega konflikta našega časa, umrlo je več kot 150,000 ljudi, to je točka, ki sem tako, pa to ni bilo mišljeno cinično, pred kakšnimi 2 leti rekel, da bo točka preloma pri delovanju Združenih narodov, ne, ko bi rekel, estetika premaga etiko in zaradi želje po kozmetičnem izboljšanem statusu v javnosti Združeni narodi ali pa recimo temu kakršnakoli oblika, širše oblike mednarodne skupnosti reagira. To se ni zgodilo, Sirija je pozabljena in Sirija bo ostala pozabljena. To vidim kot zeleno luč režimu predsednika Bašarja al-Asada za dokončno rešitev uporniškega vprašanja, ne. Hkrati, ne, pa na drugi strani to uporništvo že vsaj leto dni popolnoma nekredibilno. Izgubilo je moralen kredit, ki ga je imelo v prvih mesecih, je popolnoma uzurpirano, najprej posiljeno, potem pa prevzeto strani skrajnih islamističnih milic, sunitskih, ki so dobro izkoristile odprto priložnost dano strani režima in konflikt, ki je bil v osnovi upor proti režimu, prevedla v državljansko vojno med suniti in šiti. Državljanske vojne trajajo, v državljanskih vojnah ni pravih zmagovalcev, državljanske vojne vedno znova odpirajo nove kroge in po mojem mnenju se sirski konflikt šele dobro začenja. To je zelo slaba novica. No, to sem hotela vprašati. Ali lahko sploh kaj, kot si pred časom zapisal, ustavi krvavenje sirskega ljudstva? Ne. Kje pa je obtičala Ženeva? Ženeva je obtičala tam, ko je bila na začetku, v nekem zgolj navideznem iskanju
celostne rešitve, neke diplomatske rešitve, ampak Ženeva v resnici dobila bistveno več pozornosti, kot en kup tragičnih zgodb, ki bi jih mogli ves čas opisovati serije. Recimo to, da je že tretjina prebivalstva, večina seveda razseljena znotraj serije, v takem ali drugačnem begunstvu, da je to največja humanitarna katastrofa v moderni zgodovini. To so na glas govorijo ves čas tudi predstavniki Združenih narodov, konec koncev, ki to ne radi povedo, ne? Ker to kliče seveda k odgovornosti, k posegu, takemu drugačnemu. Ampak Ženeva se je dogajala v trenutku, ko v nekem širšem radarju medijskem ni bilo bolj atraktivnih zgodb. V trenutku, ko se je začela dogajati, ali pa ko se je začel dogajati novi krog ukrajinske zgodbe, ko se je geostrateški interes preselil na robove vzhodne Evrope, in ko pač smo dobili dve na začetku omenjeni popkulturni zgodbi na zunanje političnih straneh, pa je serija, tako ali drugače, ne govorim o slovenskih medijih ali pa kjerkoli posebej, govorim nasploh, postala dodatno pozabljena in zato je Ženeva ostala tam, kjer je bila na samem začetku. Ampak kot diplomatsko sredstvo je bila pa Ženeva, to pa pač vemo, že naprej obsojena na neuspeh. Gotovo po Ženevi 1 in Ženevi 2 boste nastopili tudi Ženeva 3 in Ženeva, kako ne rečem, Ženeva 17. To je zgolj pranje vesti in pesek v oči, nič več kot to. Ko imaš režim, ki diktira tempo in popolnoma razsuto opozicijo, ki niti nima predstavnikov, ki bi govorili v imenu celega razreda, je popolnoma jasno, kako se bo to razpletlo. Boštjan, hvala.